Tokrat v občinskem informatorju. Ptujčani s protestom opozorili na neznosne razmere ob Ormoški cesti. Gibaj Maribor. Operna noč pod zvezdami. 11. dobrodelni pohod Koraki za korakce. 8. bogračijada v Selnici. 1. štajerski sejem navdušil. Premierni Roli Open na športni pomladi v Mariboru. Tradicionalno srečanje upokojencev v Selnici ob Dravi. Lepo pozdravljeni. Začenjamo na Ptuju. Okrog 300 prebivalcev z območja ptujskih mestnih četrti Jezero in Spuhlja je v nedeljo zvečer malo pred 22. uro s protestom in občasnimi zaporami opozorilo na nevzdržno stanje prometa. Kot pravijo v civilni iniciativi za ptujsko obvoznico, jih predvsem ob nedeljah zvečer doleti nevzdržen hrup, ko se sprosti promet tovornih vozil, ki se večinoma z mejnih prehodov s Hrvaško vsaj do polnoči vozijo mimo njihovih hiš. Zato so zahtevali južno obvoznico in prepoved tovornega tranzitnega prometa. Ker je Direkcija za infrastrukturo napovedala rekonstrukcijo ceste, se v civilni iniciativi bojijo, da gre za širitev ceste, po kateri želi država pozneje speljati promet z bodoče hitre ceste Ormož-Ptuj, saj trasa drugega dela ceste do priključka na avtocestni križ še ni določena. Mi smo želeli opozoriti na to, da tako dalje več ne gre, ker se bojimo, da obljubljena južna obvoznica oziroma obljubljena obvoznica, ki bi naj šla mimo Ptuja v okviru gradnje hitre ceste Ptuj-Ormož, dejansko je ne bo. K temu pa dodaja, da se je zapletlo, saj naj bi del obvoznice šel čez tako imenovano Naturo. Kolikor smo uspeli poizvedeti, naj bi šlo za manjši del, 500-600 metrov, čisto ob robu Nature, in Ministrstvo za okolje in prostor ne dovoli gradnje obvoznice čez to področje, ker pravi, da nismo izčrpali vseh možnosti severne obvoznice. Severna obvoznica pa dejansko pomeni, da bi ves promet se preusmerilo v središče Ptuja preko Puhovega mosta, kar je popolnoma nesprejemljivo. Mi zahtevamo tudi namreč, da se tranzitni tovorni promet, še enkrat poudarjam tranzitni, torej kamioni, ki pridejo iz Madžarske, Hrvaške in grejo naprej za, Italijo in tako dalje, in se v bistvu tu peljejo samo zato, ker jim je bliže ali ker ne rabijo plačati cestnine. Ne vidimo razloga, zakaj bi mi plačevali davke, zato da se oni brezplačno vozijo po naših cestah, jih uničujejo in nas zastrupljajo in ogrožajo našo varnost. Prav tako so že pred časom v lokalni skupnosti zahtevali, da se jim prestavi študija celotne trase hitre ceste, a do tega še ni prišlo. Pri tem je poudarjala, da gre za dva projekta, in sicer projekt rekonstrukcije in projekt obvoznice. Kolikor smo uspeli izvedeti, projekt obvoznice je zgolj načrt na listu papira, ker ni bil umeščen v prostorske akte države, ker temu nasprotuje Ministrstvo za okolje, dočim lokacijski načrt občine je bil umeščen, drugo pa je rekonstrukcija. Javne razgrnitve rekonstrukcije ni bilo. Protestnike je prišel podpreti tudi ptujski župan Miran Senčar, ki je napovedal sestanek z odgovornimi v naslednjem tednu. Krajani, ki se že zdaj komaj prebijo po prometno zelo obremenjeni cesti, saj tam dnevno zapelje do 20.000 osebnih vozil in vsaj 1000 tovornih vozil, pa opozarjajo, da bodo s protesti šli do konca. Maribor se kot prvo slovensko mesto pridružuje svetovnemu izzivu World Challenge Day v gibanju. Pod geslom Gibaj Maribor želijo čim več občanov spodbuditi k vsaj 15-minutni športni aktivnosti. Izziv bo potekal to sredo, 30. maja. Dodatni program te akcije pa bo otvoritev novih površin z umetno travo v športnem parku Tabor. Šport vsem je bil eden izmed temeljnih kriterijev, po katerih je Maribor dobil naziv Evropsko mesto športa 2018. Z akcijo Gibaj Maribor nadaljujejo z uresničevanjem tega cilja. Da dejansko ljudje čim bolj zanimiramo, da se res začnejo gibati. Da gibanje ni samo to, da mi gremo v službo in sedimo, ampak moramo nekaj delati, moramo nekaj narediti za svoje telo, za svoj duh. In tudi nekako smo dobili en izziv, da imamo eno izraelsko mesto, proti kateremu bomo tekmovali, kdo bo več ljudi v tem trenutku oziroma v tem dnevu gibo. In ker mi ne radi izgubljamo, jaz res pozivam vse Mariborčane, naj pridejo in naj se gibajo z nami. Želimo, da pride čim več Mariborčanov, se gibajo vsaj 15 minut in drugače sodelujejo v naših programih. Zato smo pripravili, da to gibanje ne bo kar nekaj v 3 dni, različne poligone. Eden je poligon, mini Brave Run poligon,
za tiste malo bolj adrenalinske. Potem smo pripravili spretnostne poligone, ki bodo namenjeni za dokazovanje svojih spretnosti za žogo. Merili bomo hitrost strela na gol. V spremljevalnem programu tega družinsko-športnega dne bodo pripravljali smutije ter udeležence osveščali o zdravem življenjskem slogu. Tokratna akcija pa bo šele začetek niza dogodkov, ki jih združujejo pod geslom Gibaj Maribor. Nadaljujemo že za športnim vikendom, kamor vabimo 2. in 3. junija vse Mariborčane, da si po brezplačnih oziroma znižanih cenah privoščijo oziroma spoznajo vse športne aktivnosti, s katerimi se lahko tudi nadalje ukvarjajo v Mariboru. Tako da to sta samo 2 izmed teh akcij. Na gibajmaribor.si bodo našle prostor predvsem množične prireditve namenjene rekreativcem. Tako rekreativcem kot tekmovalcem, ki trenirajo v različnih športnih klubih ali društvih, pa bodo od srede naprej na voljo tudi nove površine z umetno travo. Otvoritev v športnem parku Tabor bo predstavljala enega od vrhuncev akcije Gibaj Maribor, a še mnogo bolj pomembno je, da bo športnikom odslej na voljo bolje opremljeno vadbišče. Dejstvo je, da je bil ta športni park izjemno obremenjen in dejansko naravna trava v bistvu rabi izjemno dost časa za regeneracijo, kar pri umetni travi ni in zato seveda se je podaljšal lahko čas uporabe le tega. Glede na to seveda, da je tam izjemno dost športnikov v vseh selekcijah, vseh kategorijah, preko 500 jih vadi dnevno, kar pomeni izjemno številko in dejstvo je, da s tem se bo dejansko se bojo ustvarili pogoji za normalno vadbo le teh. To bo dolgoročno prinašalo tudi boljše rezultate mariborskih športnikov, s čimer več popularnosti športa, je še dodal Knez. Pravi, da so letos po mnogih letih prošenj dočakali toliko obljubljenih investicij, kot ne pomni kdaj. To je potrdil tudi župan. Zdaj v letošnjem letu potem nadaljujemo z investicijo v športnem parku Tabor, kjer bomo ukrepili hladilne sisteme za pripravo ledu. Potem pa seveda, konec maja se pa začne že v Ljudskem vrtu, menjava trave, potem sedita pod tribunje severa in juga in potem, ko dobimo gradbeno dovoljenje, še zahodna tribuna. A najprej je na vrsti Gibaj Maribor, akcija, ki predstavlja pomembno preventivo. Najboljša preventiva za naše zdravje je gibanje. To sicer teoretično vsi vemo, vključno z menoj, ne? Ampak je dosti bolj kamot se vleči pred televizor, pa nekaj pojesti zraven, pa škljocati po televizorju, ne? Predvsem gledati športne dogodke, pa se ob njih razburjati. Boste tudi sami tistih 15 minut ustrajali? Pa jaz bom toliko hodil ta dan, da bom nabral več kot 15 minut. Zaradi nujnosti vodenja evidence števila udeležencev gibanja vseh generacij pa občane in občanke prosijo, naj se prijavijo k sodelovanju. Minuli konec tedna je bil v Mariboru v znamenju festivala Ezlek. Že 4. leto zapored so ga odprli z operno nočjo v mestnem parku. Pod zvezdami so spet zvenele arije in tudi letos navdušile množico. Več tisoč ljudi je napolnilo promenado in zelenice mestnega parka. Operna noč pa je postala posebna uvertura v poletje v mesto. Fantastična predstava in fantastično vse. Zelo dobro. Tak koncept je treba tudi v Ljubljano pripeljati. Da pravzaprav pride toliko Mariborčanov, da je res za cel Maribor, ne samo za tiste, ki hodijo v teater. Tako. Torej, zdaj malo hodim in poslušam in uživam in podoživljam neke stvari iz mladosti, ko smo že to vse slišali, pa se nikoli ne moreš naveličati. Očitno je operna noč večer za vse generacije, sicer pa ne samo obiskovalci, pač pa so uživali tudi glasbeniki. Čutki je absolutno fantastični. Na nek način četrtič že, ampak vsakič nekaj posebnega. Letos smo bili malo nekako najbolj na trni glede vremena, ampak Osole Mio je pomagalo na generalki.
Pod milim nebom so tudi tokrat zveneli najbolj znani operni napevi, ki so očitno vse bolj priljubljeni. Tradicionalna operna noč v Mariboru pa je že 4. leto zapored posebno doživetje. Maribor je operno mesto, to je ponovno smo pokazali v najlepšem parku, najboljša opera. Res, to so veliki dogodki, ki se lahko zgodijo z takšnimi ljudmi, ko jih imamo v mariborski operi, v mariborskem gledališču, z takšno publiko, ko ima Maribor iz okolice. Res je, prelepo je v tem parku in upamo že na drugo leto. Morda pa bo operna noč nekoč kot resna konkurenca na mednarodnem zemljevidu zunanjih auditorijev. Festival Ezlek je tudi letos nosil humanitarno noto. V mestnem parku so člani in podporniki združenja Koraki za korakce priredili 11. dobrodelni pohod. Tokrat so zbirali denar za nakup gibalnic za osnovno šolo Jarenina in Sladki Vrh, del sredstev pa bodo namenili Zvezi prijateljev mladine za letovanje otrok. Začeli so z otroško predstavo Juri Muri v Afriki, nadaljevali pa s kulturnim programom osnovnošolcev iz osnovne šole Jarenina in osnovne šole Sladki Vrh. Temu je sledil pohod za dober namen. Rezultati so krasni, ljudje radi pridejo, kot vidite, in seveda humanitarci po srcu pač delamo stvari, ki pomagajo. Predvsem pa je zelo važno, šole nadgradijo učni program z gibalnico in to je res veliko delo in naj bo to še naprej. Pomagati sošolcem, prijateljem in tistim, ki to potrebujejo, je motiv, ki je združil več kot 1000 predstavnikov vseh generacij. Časi so taki, da brez tega žal tudi ne gre. Mislim, da je to zelo dobrodošel taki način zbiranja sredstev, ker se potem pač res nekaj zbere na taki način in imamo vsi koristi, da se družimo, pa še potem otroci bodo gibalnico imeli. Dobrodelni pohod Koraku za korakce je tako več kot enkratni dogodek. Postal je tradicija, vzor pa tudi popestritev dogajanja v Mariborskem mestnem parku, ki opozarja na skrb za druge. Jaz mislim, da nekaj takega, kot je ta dogodek, treba podpirati in predvsem treba spodbujati organizatorje, da pri tem vztrajajo, ker malo je takih posameznikov, ki gledajo širše od svojega vrta, da je treba podpreti oziroma pomagati tudi tistim, ki nimajo te možnosti. Združenje Koraki za korakce so pomagali opremiti že preko 20 gibalnic. Tokrat pa pomagajo tudi Zvezi prijateljev mladine Maribor pri uresničitvi projekta Omogočimo sanje. Več o sobotnem in nedeljskem dogajanju v okviru 14. festivala Ezlek pa izveste v sredo. Mi nadaljujemo v Selnici ob Dravi, kjer so člani mladinskega društva Bakeros priredili 8. tradicionalno bogračijado. V kuhi najboljšega bograča se je letos pomerilo 8 ekip. 8. leto zapored so na ognjišča pripravili kotle, v njih pa mešali izbrane sestavine na skrivnosten način. Verjetno veste, da v vsak bograč gre mleta paprika, rdeča. V večini slovenskih receptov piše, da je to sladka rdeča paprika. Ampak mi imamo papriko z Madžarske, ki pa ni sladka, ni ostra, ampak je to madžarska paprika in to doda en tak poseben okus. Posebne sestavine ne uporabljamo, dejansko vsak ima svoje začimbe, vsak se posluži svojih tehnik, tako da dejansko kuhamo po enem istem receptu. To je potem samo stvar začimb, pravi čas dodajanja raznih dodatkov in to je to. Zakaj je vaš bograč najboljši? Ja, najprej lep en pozdrav vsem skupaj, ki so se zbrali tukaj danes. Zakaj je naš bograč najboljši? To niste prvi, ko ste me vprašali, ampak zakaj je najboljši? Zato, ker smo mladi, ker smo inovativni, ki hočemo, želimo nove spremembe, da vidimo, kaj je boljše, kaj ni boljše. Po 8 letih, kolikor jih šteje bogračijada, so se mladinski kuharji že marsikaj naučili. Ocenjevalni kriteriji pa so bili za vse enaki. 8 vzorcev, ki so jih ocenjevali, so primerjali po barvi, po okusu, ter seveda po teh sestavinah, ki so noter, pa tudi po meso, kako bo kuhano, tudi kako je krompir kuhan. Sicer pa sta glavni namen prireditve druženje in povezovanje. Šaljivostjo, povezovanjem in oživljanjem osrednjega trga v kraju pa so dosegli zastavljeni cilj.
Pestro dogajanje Dneve veselja v Kamnici je zaznamoval tudi prvi štajerski sejem v Koblarjevem zalivu. S tem so obudili nekoč tradicionalno sejemsko dogajanje v Mariboru. Obiskovalci so bili nad sejmom navdušeni. Pravijo, da gre za oživitev nekoč priljubljenega sejemskega dogajanja v Mariboru. Vse enkrat tako v Mariboru nekaj takega se dogaja, ne? Super sejem je, res mi je všeč, ja. Ker je taki plac lepi ob Dravi pa na travi, tako da enkratno fajn se mi zdi. Super, veseli, da imamo tudi na Štajerskem nekaj takega. Naš sejem so preselili v Celje, zdaj smo pa dobili zopet nekaj nazaj. Boljši sejem pa je tudi zakon v nedeljo. Rdeča nit sejma so bili kmetijstvo, dom in turizem. Ponujemo električno orodje z baterijami ali pač na elektriko, AKU program, različne stvari, kot so tudi ganjalci os, profi orodje, hobi orodje za domače mojstre, za profesionalne mojstre, v bistvu za širok spekter naših strank. Ponujamo okna, vrata, podjetje AM s 25-letno tradicijo, izdelke imamo nekje iz plastike, aluminija in pa lesa. Prvi štajerski sejem v Koblarjevem zalivu je potekal 3 dni. Obiskali pa so ga številni Mariborčani in obiskovalci od drugod. Delamo na tem, da bi to postal tradicionalen projekt, torej morda celo 2-krat letno, ampak počasi, korak za korakom. Z namenom, da pestro ponudbo s sodobnimi produkti približajo obiskovalcem. V letošnjem programu Športne pomladi Festivala športa in zabave se je prvič zvrstilo tudi mednarodno plesno tekmovanje Roli Open 2018. S tem, ko so v mariborski dvorani Tabor združili in soočili plesalce in plesalke, so hkrati obeležili svojo 30. obletnico delovanja. Okoli 620 tekmovalcev in tekmovalk iz približno 30 plesnih klubov, društev in šol se je letos dokazovalo na Roli Open 2018. Zabavno je gledati tudi, kako drugi plešajo, pa pač primerjati pa to. Znanje pa izkušnje pa vse to. Ker radi plešemo. To so vsi občutki, ki se sprostijo, kadar plešeš. Pleš je naše življenje. Pač je fajn, ne? Pač tudi muska bel taka. Prihajamo iz Primorske in smo prvo leto tukaj na tem pač festivalu in se nam zdi super top, ker so vsi plesalci skupaj povezani in ni rivalstva, kdo bo prvi, kdo bo drugi, kdo bo tretji, ampak je res eno doživetje, da se pleše. Jaz sem se počutil zelo zabavno, posebni trenutki so bili. Vse je bilo lažje, ker si samo enkrat lahko odplesal, lahko si izbral svojo pesem in glavnem zabavno je bilo. Izjemno, no. Sva že z soplesalko sva že v plesni šoli 12 let, mogoče malo več in je neki tak dogodek, kar prijeten, poveže vse plesalce in vse v nek ta dogodek in lepo se zberemo skupaj in je manj pritiska na nas. Meni se zdi, da je prav, da se mladina, pa mi smo tudi zraven, da se telesno in duhovno udejstvujemo. Nekateri bolj za hobi, drugi za rekreacijo, tretji pa čisto resno, profesionalno in tekmovalno. Plesalci in plesalke vseh starostnih kategorij so tekmovali v 20 različnih plesnih zvrsteh oziroma žanrskih kategorijah. Na to tekmovanje se lahko prijavi kdorkoli, ni nujno, da je v kakršnikoli zvezi, ni nujno, da je v kakršnikoli klubu. Skratka, prijaviš se, sodniki te ocenijo, ti povejo, koliko si v plesnem svetu vredni. Temeljna vrednost Open srečanja pa je bilo doživetje spektakla, ki ga je vsak posameznik ali skupina ali par s svojim odrskim izrazom vnesel v dvorano. Takšno praznovanje so si v Roliju izbrali za svojo 30. obletnico. Načrtov nikoli ne zmanjka, prihajajo nove generacije, novi učitelji, novi plesni stili. V plesu se non-stop dogaja in treba je začutiti to življenje in probati malo plesati v paru ali sam, ker kot sem prej omenil, to je tudi del nekega zdravega načina življenja in vsaka športna pomlad nam prinese nekaj novega. Tisti, ki si letos morda niste upali, že lahko začnete brusiti pete, kajti Roli Open se obeta tudi v prihodnjem letu, ko bo znova na vrsti športna pomlad v Mariboru. Za konec še Selnica ob Dravi, kjer smo spremljali že 6. tradicionalno srečanje starejših občanov. Upokojence je pozdravil in nagovoril tudi župan Jurij Lep, zabavali pa so se ob pestrem programu.
Srečanje upokojencev prirejajo že vrsto let. Starejši občani pa se ga vsakič znova z veseljem udeležujejo. Ja, to srečanje je pač eno druženje, ki pač, tako rečemo, celo leto se ne vidimo, skoraj ne, če smo bolj oddaljeni, tu se pa srečamo. Zaradi druženja, da se družimo, da se vidimo. Verjetno pa tudi kakšna beseda pada, ne, na spomine, na preteklost. Ja, na mladost, na preteklost, na delo, na službo, na dom, na vse v glavnem. Kar smo delali na kmetijah, zdaj ne več toliko delajo, kot smo mi prej. A bi moralo to takšnih srečanj biti več? Ja, vse bi bilo. Vse je to vedno. Ampak se čist ven drugačni, ne, se malo. To je en drugemu se kaj boš. To je to. To je ena od priložnosti za srečanje in za ohranjanje stikov z dolgoletnimi prijatelji. V društvo upokojencev je trenutno vključenih več kot 700 članov. Ta dan je poseben, da se upokojenci lahko tu sprostijo, dobijo tisto svojo malico, ki jo navadno dobimo na občih zborih, ampak mi smo to malo spremenili. Občni zbor je občni zbor, tam je uradno, tu pa imamo srečanje, druženje. Število obiskovalcev vsako leto narašča, tako so letos napolnili hram kulture Arnolda Tovornika. Preverimo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. Ta torek 29. maja ob 15. visokošolski sindikat Univerze v Mariboru sklicuje še zadnjo okroglo mizo pred letošnjimi rektorskimi volitvami. Tokrat bodo kandidati odgovarjali na vprašanja o položaju žensk v visokem šolstvu. Ta torek ob 16:30 lahko prisluhnete soočanju mladih političnih kandidatov za državnozborske volitve, ki ga pripravljajo predstavniki Mariborskega mestnega mladinskega sveta v veliki dvorani rektorata Univerze v Mariboru. V torek ob 19. pa najbrž večina predstavnic nežnejšega spola komaj čaka obisk popularnega Buraka Özicva ali Kemala, glavnega lika turške serije Moja Bož. V Europark prihaja. Toliko za enkrat. Spremljajte nas tudi na spletu na bktv.si in na Facebook strani BKTV kanala. Nasvidenje.